Dober dan. Živijo. Zunaj je hladneje, politična temperatura pa se dviguje. A nama koalicija razpadla? Zunaj je dež in zunaj je veter, je rekel Marko Brecelj. Marko Brecelj na legendarnem Nekdo koktajlu. med nami je Črni Peter, mi smo imeli pa Črni petek. Črni petek, ja. Black Friday, kakšna neumnost, si kdaj že slišal za Črni petek? Ne, sem pa slišal potem za beli petek, ko se nekdo zmislil, da so na beli petek izdelki v njegovi trgovini nekoliko dražji. Ker se mi zdi tako primerno pikar odgovor. Ampak jaz bi šel tja iz značajnih razlogov kupiti zobotrebce, recimo. Na beli petek. Ja, da bi nekoliko preplačal. Kaj pa 2. januarja bi delal? Bi imel dela prost dan. Čakaj, kako je bilo rečeno na Svizu, da je to norčevanje ali kako že? Da je pritlehno. Da je pritlehno, zakaj? Zato, ker imamo neke stvari na dnevnem redu, potem pa te stvari, ki jih imamo na dnevnem redu, dobijo populistične kako bi jih rešili. Potem pa namesto, da bi dnevni red spraznili, rečemo pa evo vam praznik. Ne, pa je pogledati koalicijsko pogodbo, recimo, mislim boljše, da se zdaj drživa zdravstva, so rekla. Zdaj tako v koalicijski pogodbi, tako kot sem jaz na hitro pogledal, ni zagotovil, da bi 2. januar bil poslej dela prost dan. Gre pa za kar resen ukrep, ki ima neke tudi makroekonomske učinke. Ampak zdravstvo, bo koalicija zdaj podatki kažejo, da gre državi dobro, Zadnji so, da smo imeli gospodarsko rast 2,7, da imamo solidne trende pri brezposelnosti, inflacijo 0,6% na letni ravni, da se odraščala pri 600% letni inflaciji in več. In pravzaprav se kar težko navaditi na 0,6% inflacijo na letni ravni. Jaz že 3 leta gledam pašteto v naši trgovini in se cena ni spremenila in sem čisto zmeden. Že jaz se spominjam, ko sem delal v tistih letih 80-ih šolo za jadralne letala, za pilota, in sem to plačal. In se spomnim, ko sem prinesel tja v Lesce 2 vreči denarja. Dobesedno, 2 vreči. Peva midva nazaj v zdravje. Vprašal si me, če bo razpadla vlada, oziroma če gremo v krizo. Tam Rjavc pa njegov podpredsednik Gantar uporabljata težke besede. Besede kot so, ministrica se nam je zlagala. Zlagala v tem smislu, da je nekje govorila, da priloga k parafiranemu sporazumu s Fidesom obstaja, nekje drugje je trdila, da priloga k parafiranemu sporazumu ne obstaja. Tretja varianta je, da gre samo za delovno gradivo. Karkoli, kolegica Meta Roglič z Dnevnika je to neobstoječe gradivo, neobstoječo prilogo danes objavila. Stvari so zanimive zaradi tega, ker so v tej prilogi tehnični detajli, na kakšen način izvesti stavkovne zahteve, kako dvigniti plače, ker je težko reči, da je to nekaj, kar ne obstaja. Tudi če obstaja kot delovno gradivo, zagotovo na nek način določa tisto, kar je pa dejansko bilo parafirano. Tako da daje intonacijo temu. Seveda, sem veš. Tisto, kar je na mizi, pa sicer ni parafirano, vendarle vpliva na to, kako interpretirati tisto, kar pa je parafirano. Samo zdaj tako, mislim, da so zadolžene bolj za globalne, za ptičjo perspektivo, rečemo. Torej, ali je koalicija ogrožena? Upam, da je na eni strani, na drugi pa vprašanje upam, da ni, ker govorim pogojno obakrat. Zato, ker zdaj ta ministrica Milojka Kolar Celarc je do zdaj veljala, figurirala kot braniteljica javnega zdravstva, tako sem razumel. Torej,
odkot naenkrat ta zasuk, to se pravi, da bi bila pa kar naenkrat lakaj oziroma Fidesa, ne, ali pa Fidesovega lobija, ne. Mimogrede, blazno sem bil presenečen ta teden, ko sem slišal, da Fides pod svojim vplivom združuje samo 16% zdravnikov. Ni prav velik, ne? Ne. To bi bilo v pogajalskih. Samozavesti pa imajo, kot da je 96%. Kot da jih je 196%. 196. Torej, ministrica je figurirala kot branik nekega javnega zdravstva in jaz sem nekje slišal celo možne interpretacije, zdaj govorimo o variantah, samo nič drugega, da je neka destabilizacija pogajanj in vsega tega namenjena temu, da bi ministrica potem morala odstopiti, potem bi pa nastavili nekega ministra, ki bi v imenu tega, da bo stvari postavil naprav, pa do konca speljal privatizacijo. Ne. Ampak to je samo ena od možnih interpretacij. Druga od možnih interpretacij je pa ta, ki uradno velja, da je ona popustila v zadevah, kjer ne bi smela popustiti. In recimo zdaj imamo bivšega ministra Gantarja, ki jo na tej ravni kritizira. Ne. Ja. Pri Gantarju je pomembno tudi to, ne, da on vodi parlamentarni odbor za zdravstvo. Ja, ne, ki se zavzema za kaj? Lej, jaz si ne predstavljam, da bi predsednik parlamentarnega odbora za zdravstvo, ki prihaja iz iste vladajoče koalicije, se zavzemal za kaj drugega, kot je podpisano v koalicijskem sporazumu. Having said that, ne gremo pa pogledati, kaj pa piše v sporazumu. Zdaj pa tako, ne, pač v koalicijskem sporazumu pa piše, ne, pač krepitev javnega zdravstva, ne. Ja. Krepitev javnega zdravstva in to pač je povedano v nekaj variacijah. Tisto, kar je pa po moji oceni ključno, ne, ključen in tudi najbolj zahteven projekt, ne, je pa v ukrepih, in sicer je to zapisan v drugi alineji, ne, ukrepov, govori pa o tem, pač, da se ukine prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje in da se namesto tega že ukinjenega prostovoljnega dodatnega dopolnilnega zavarovanja zdravstvenega uvedejo druge dajatve, ne, se pravi obvezne dajatve, ki se trgajo od plače. A je to SMC imela v predvolilnem programu, celotna koalicija? Za ta detalj pa ne znam čisto točno reči, vem pa, kaj pomeni, ne. Pomeni to, da bodo zavarovalnice, ki zdaj kujejo dobičke na javno zdravstvo ob svoj posel, ne? Tako je, ne? Tukaj so tri zdravstvene zavarovalnice, ki pač so to storitev na trgu ponujale, jim je šlo kar dobro, ne? So bili kdaj tudi presežki, ki so bili ulala visoki. In ne, če bi bil ta ukrep speljan, pomeni, da teh zdravstvenih zavarovalnic v sedanji obliki ni več. Ne? To so zdravstvene zavarovalnice, kjer se prostovoljno oblikujemo, ne? Prostovoljno zavarujemo. Ja, kar pomeni, ne, da če hočejo preživeti, ne, morajo uvesti zdravstveno zavarovanje za zobe, ne, ali pa zdravstveno zavarovanje za domače živali. Ne? Dobro, to je tudi tema polemike med dr. Kebrom in pa dr. Tajnikarjem v Delu, ne? Ko je, to se pravi, dr. Kebr predlaga tudi to, ne, da je treba te zavarovalnice preprosto ukiniti, ne. In da se je treba izogniti vsem pa s tem privatizacije, ki jih pa na svojih tezah ponuja pa Tajnikar, ne. Mimogrede, Tajnikar je v pismih bralcev ta teden se ostro lotil avtorja teh vrstic, ne, ki jih zdaj izrekam, ne, to se pravi mene in mu ta teden odgovarjam, ampak vse skupaj gre pa očitno za visoko motivirano igro okrog prav privatizacije zdravstva, ne. Mislim, ta stvar postaja zelo vroča, ne. Očitno, ne, zaradi tega, ker on ni odgovoril dr. Kebru, odgovarja pa, se pravi, meni je pa naložil, da bi moral obsoditi dr. Kebra, ne. To je zelo zanimiv manever, ne, sicer naj si bralci to sami preberejo. V soboto. V soboto, ampak interesantno je to, ne, da ko smo pred tolikimi meseci pravzaprav prvič detektirali, da očitno gre za eno zelo vroče polje ultimativne privatizacije v Sloveniji, očitno to zelo je res, ne. Očitno se zelo kuha okrog tega in očitno stavka zdravnikov ni samo stavka zdravnikov, ampak je hkrati tudi vzporedno bojno polje za nekaj več od tega, ne. Ja, mislim, zdaj, jaz si tako predstavljam, ne, veš, da zadnje mesece zdravstveni resor se ukvarja
bolj ali manj z eno zadevo, ne, in sicer je to pač kako upravljati ta socialni dialog ali pa ne, stavkovne zahteve Fidesa, ne, kar pomeni, da za kakšne druge naloge, ki pa so napisane v koalicijski pogodbi, enostavno zmanjka časa. Ne. Zdaj, to je zanimivost. Veš, energijo v to, da ti sprejmeš odločitev in potem vse zakonske in podzakonske akte vezane na to, da se ukinja prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje in da gre to nazaj na obvezno dajatev, ne. Ja. V to je treba vložiti leto ali dve zelo trdega dela, ne. In pač tudi, če danes začnejo... Čakaj, je bila to kritika zdajšnje ministrice, da tega ni storila? Ne, mislim o tem... Ali to sestavni del te kritike bilo? Ne, govorim, ker so... Ne, le, v tem itak ni razprave, ne. Ja. Pač, je pa res, ja, veš, da če bi bil ta ukrep izveden, ne bi to naravo zdravstvenega sistema v Sloveniji spremenili na način, ko bi bila stopnja solidarnosti v zdravstvenem sistemu občutno višja, ne, kot je danes. Ne. Zdaj, zakaj? Ne, čist plastično povedano, ne, recimo, jaz, ko imam soliden dohodek, plačam enako količino denarja za dodatno prostovoljno zdravstveno zavarovanje kot nekdo, ki ima minimalca. Ne. Ne, in tisti, ki ima minimalca, lahko storitve iz obveznega zdravstvenega zavarovanja koristi šele v primeru, da ima plačano dodatno. In hkrati zavarovalnica, ki to omogoča, ne, izkazuje še tam 60 milijonske letne dobičke. Ja. To je tisto, kar je anahronizem, ne, ker tisto, kar bi moralo na nek način pripadati javnemu zdravstvu, gre potem v bistvu v dobiček zasebne zavarovalnice. Ne. Ja. Tako da tukaj je neka pač globoka težava, ki je povezana seveda tudi z zelo resnimi interesi. Ne. Na drugi strani gre pa po mojem za vprašanje, veš, kako so stvari znotraj te koalicije nastavljene, v kolikšni meri imajo pogajalci posameznih resorjev proste roke, v kolikšni meri so vezani na sklepe vlade in v kolikšni meri so vezani na bolj ali manj zavezujoča stališča vladajoče koalicije. Mimogrede, mislim, veš, če je pogajalka zdravstvenega resorja vezana na sklepe vlade, se tle zastavlja vprašanje, pravzaprav na kakšen način ona rekonstruira, kaj je sklep vlade, če pa vlada ne izdeluje več magnetogramov svojih sej, v katerem bi bil sklep vlade jasno diktiran strani predsedujočega določenega sestanka. Okviri padajo, ne? Okviri padajo. Lej, to tema, ki je danes odprta v delu, in na katero smo pozabili, čeprav smo na njo že opozarjali pred časom, govori o tem, veš, da se je eno temeljnih orodij tehnologije vladanja zaradi morebitnih zoprnih, ki se lahko pojavijo ob zahtevah informacijske pooblaščenke, dali na stran, pa ga ne uporabljamo več. To je magnetogram. Magnetogrami niso na svet zaradi tega, da bo nekomu naroden zaradi tega, ker je nekje nekaj rekel, mogoče mu bo, magnetogrami so del tehnologije upravljanja neke organizacije, zaradi tega, da se natančno ve, kaj je bilo zmenen. Kaj je bilo zmenen. In je čist tehnološki pripomoček, ki so ga tlele ukinili, da ne bi bilo kakšnih sitnosti. Zanimive stvari se dogajajo. Ja. A bo imela še naslednji teden vladajočo koalicijo? Naslednji teden bova imela definitivno vladajočo koalicijo, zaradi tega, ker si v danem trenutku verjetno nihče ne želi, da je ne bi bilo. Ker če je ni, potem smo na volitvah. Zdaj imamo neko geopolitični evropski, in pustimo svetovni, ampak definitivno pa evropski okvir, v katerem se pričakuje nova postavitev Nemčije, nova postavitev Francije, se dogajajo spremembe v Italiji, na ravni ustavnih sprememb. V nedeljo imamo to na dnevnem redu, imamo na severu predsedniške volitve, ki obetajo pač zmago
desno populističnega, kaj je, Hofer ali Špar? Hofer. Ne vem. Hofer. Ali je Lidl? Hofer je. A pričakujemo to zmago? Brexit. Ja. Je pa že. Ne, Brexit je že, prej sem v Frankfurter Allgemeine prebral razmišljanje o tem, se lahko Italiji zgodi tudi Italijexit, Brexit, se pravi izhod. Dobro, v Nemčiji smo ugotovili, da bo očitno zdaj Martin Schulz naredil uslugo Angeli Merkel, ker njegova figura pač ni nek dober konkurenčni lik, ni dobra konkurenčna poteza proti njej. Socialdemokrati, veš... Je pa ambiciozen, mislim, da se narcisistično ambiciozen. Pazi, ko sem ga gledal, ko se je potegoval, on se namreč potegoval tudi za ta položaj, ki ga zdaj zaseda Juncker. Ja. Jaz sem pa to v Bruslju gledal v živo, ko so imeli tisto soočenje, takrat je bil tudi Verhofstadt in takrat je bil tudi Grk, tale, kaj že, Cipras. Ja. In ne vem, takrat, ko sem gledal pač Šulca, mi je deloval populistično neresno, mimogrede. Potem je postal predsednik parlamenta in se rečem v redu. Fair play ste zaigrali, črni so dobili pač komisijo, rdeči boste dobili pač parlament, ni problema. Nek fair play, veliko koalicijo, zato da ne bodo populisti v Evropskem parlamentu dobili svoje večine. V redu. In potem on prevzame krmilo, gre na ladjo in potem odstopi. Zdaj, za potrebe, kakšna sporočila so to? Za potrebe svoje lastne kariere ali pa preprosto oceno, da je nemška lokalna politika oziroma notranja politika več vredna kot celotni Evropski parlament. Se pravi, kaj sporoča, da Evropa razpada ali kaj? Neki, Mislim, kako lahko s tako nenačelnostjo potem prezentiraš neke vrednote, posebej pa socialdemokratske vrednote v nemškem prostoru. Jaz mislim, da je njegova kandidatura v izhodišču s samim tem dejanjem obsojena na slab pridih. Bom lepš speljal to metaforo. Ja. Si na veliki ladji in potem sklenaš presest v reševalni čovn in poveš, da se boš boril za krmilo tega reševalnega čovna. Kaj s tem sporočaš? Sporočaš, pač, če si se presedel v reševalni čovn, da se velika ladja po tvojem mnenju potapla. Ja. Potem pa hkrati govori, da bo v Nemčiji lahko na ta način reševal evropsko idejo. Ja, to je izjava. Ja. Jaz mislim, da je le obratno, da Nemčija v veliki meri zdaj odvisna od evropske ideje in da bi morala reševati Evropo, zato da bi Nemčija lahko funkcionirala. Ker ravno raziskave, ravno zdaj sem gledal neke raziskave, ki so jih naredili v Evropski uniji na reprezentativnem vzorcu, kako funkcionira ekonomija strahov. Ekonomija strahov in desnega populizma funkcionira na strahom pred globalizacijo. In strah pred globalizacijo je utemeljen najbolj v tistih državah, ki imajo največje koristi od globalizacije, kar pomeni recimo Nemčija. Kaj to pove? To pove, da se je v bistvu nemška država odtujila svojim lastnim državljanom v korist kapitala. In zato generira Združeno Evropo, da lahko pretaka svoj kapital, ljudje pa imajo pa pripombe na to vse skupaj. Se pravi, tukaj je treba reševati izvorno idejo Evropske unije na način, ki je enakoroden naši debati, slovenski debati o javnem zdravstvu, o javnem šolstvu in sociali. Se pravi, Evropska unija je res dobra ideja in jaz sem trdnega prepričanja, da je evropska demokracija ta trenutek najboljša na svetu, boljša od ameriške, vendar nezadostna. To se pravi, sem prepričanja, da je evropsko idejo mogoče reševati samo na ta način, da se jo regulira in kodificira na podoben način, kot se je kapital, tudi socialo. Torej, nedopustno za Evropsko unijo je, da so socialne pravice ali pa zdravstvene, socialne, kakršne že koli, pravice recimo romunskega državljana povsem drugačne kot nemškega, francoskega, slovenskega, kogarkoli že. Iz teh socialnih deficitov se potem naredi tista razlika, na kateri kapital potem lahko odpira delovna mesta, zato ker kuje boljše dobičke. Se pravi, imamo mi že znotraj Evropske unije malo logiko Kitajske. Torej, če smo razvili mehanizme, v kateri smo z vso občutljivostjo regulirali, kakšna mora biti kapitalska vzdržnost bančnega sistema v državi, recimo, kakšne mora biti take in drugačne regulacije, okoljske regulacije,
regulacije za izpuste plinov. Ne. Je treba po mojem mnenju zaščititi tudi temeljne humanistične vsebine in sicer prag revščine oziroma nerevščine, pod katerega države ne smejo dopustiti, da grejo dohodki za svoje državljane. Torej nedopustno je to, da imamo recimo v državah Evropske unije, tudi v Sloveniji, poklice, v katerih ljudje vestno upravljajo s polnim delovnim časom in še vedno po evropskih lestvicah spadajo v prag revščine. Pod prag revščine. Ja. Po uradno. Ne? Ja. S tem je nekaj zelo narobe. In to bo treba nujno, če Evropa seveda hoče obstati in če hoče utemeljiti svoj humanistični karakter, bo treba to zaregulirati. Ne? A veš, in bitka za javno zdravstvo je natanko bitka tega tipa. Ne? In ne razumem Evropske unije, da že ni začela te debate, ker v tem bo unikatna in to bo nastavilo novi trend, po katerem se bo zgledoval ves svet. Garantirano. Ne? In hkrati Evrope kapitalsko ne bo popolnoma nič oslabil. Jaz sem na mizi knjigo, ki pripoveduje o zgodovini ameriškega kapitalizma, recimo zadnjih 120 let. Ne? Pomembna prelomnica leta 1900. Govori pa o tem, ne, da je ameriški kapital zlasti po delavskem uporu v Chicagu leta 1886 prišel do spoznanja, da je kapitalizem na dolgi rok rešljiv samo tako, da zagotovi neke Participacijo. Ne, veš, da je na nek način trajnosten, ne? Ampak trajnosten ne v smislu odnosa do okolja, odnosa do onesnaževanja, ne, pač pa je osnovno okolje tega kapitala delo oziroma delovna sila. Ne? In pač če ne bo kapital zagotovil zdravstvenega varstva in nadomestila za tveganje morebitnih poškodb na delovnem mestu, govorim pa v letu 1900, ne? Potem ne bo trajnosten. Ne? Je kapital pred 116 leti v svojem svetovnem središču, takrat še ni bilo svetovno središče, je pa se najavljalo, da bo, ne, prišel do ugotovitve, da lahko preživi le na način, da stopi korak nazaj, da bi potem lahko tekel na res dolge proge. Ne. In je potem to do leta 1970, 1980 tudi trajalo. Ne. Zadnjih 30 let je pa resna težava. Ne. Hecno je to, da smo letos v Davosu, ne, v te modre glave, ne, sami mislili, da so. Ne. Izrazili točno to, kar ste rekel. Ocena sedanjega stanja in krčenja premoženja v vse manjše številu rok ljudi, ne, so rekli, it's not sustainable, ni vzdržno, ni trajnostno naravnano. Ne. Kako to storiti, ampak velika igra bo velika igra, mislim pa tako, ne. Naša domovina je Evropska unija in jaz mislim, da jo iskreno in pametno je, da jo sprejmemo kot svojo, predvsem zaradi tega, ker je Slovenija premajhna, da bi lahko kaj storila brez tega močnega okolja, ki jo suportira Slovenijo. Ampak hkrati je pa vse zaostanke, ki jih je izkazala v zadnjih 15 letih na zelo neslaven način, pravzaprav zmožna ta trenutek izkazati v nekem avantgardnem premisleku o javnem dobrem, ki ga imamo pa ta trenutek na mizi. In jaz mislim, da v tem trenutku Slovenija lahko zgled drugim državam v tipu razmisleka, česa ne bomo predali kapitalu. Ne. Ker to, da smo na nek način še ohranili te javne dobrine, je vrednota, ki se nam je zgodila. Ne vem, a je kdo to dobro premislil ali je preprosto prišlo kar tako do tega, ampak dejstvo je, da je rešljivo. Ne, ta trenutek je rešljivo. Ne. Evropa prihodnosti po Brexitu, po tem, kar počne Amerika, po tem, kar se dogaja v globalnem kapitalu in po vojnah in po migracijah in begunstvu, pa definitivno je, da je treba na novo definirati humanistične temelje Evrope. Humanistični temelji Evrope bojo pa zanesljivo šli v tisto smer,
ki je v prvem valu humanizacije, če hočeš, zaostala, ne, to pa je smer bratstva, to se pravi smer socialnega. Ne. Smer socialnega je bilo, kot veš, vedno organizacija tudi slovenskega internega problema. Mi smo zdaj pravzaprav v jedru naše večstoletne debate, ki se je organiziralo okrog jezika, jezik se lahko organizira od skupnosti, skupnost se je pa vedno organizirala okrog socialnega. Se to je bilo že tista krekovski drive, ki je na koncu in bitka za socializem, se to, te zgodbe poznamo. Ne. Ampak ta trenutek smo v izredno pomembni debati, ki je pa hkrati debata Evrope in da se mi zdi neverjetno pomembno ta vidik vedno znova odpirati. Ne. Ni še končana, ampak midva danes končujeva. Drži.